Raziskave so pokazale, da so najbolj pomembni naslednji. Recimo vitamin D3, to v visokih odmerkih, tako da se vzdržuje vitamin od 4000 pa do 10 000 enot, mednarodnih enot dnevno, da se doseže tisti optimalni učinek. Potem je to vitamin C, liposomalna oblika zaradi boljše resorpcije. Potem je tudi lahko liposomalna oblika glutationa, en acetilcistein, ki potem pa deluje na stimulacijo proizvodnje glutationa. Potem je to cink, magnezij, selen, K2 vitamin, tako da so vse tole. Omega-3 so zelo pomembne, zlasti proti starjevanju krvi in za mišično moč. Tako da veliko je teh prehranskih dopolnil, ki lahko pomagajo. Pa te seveda prehranska dopolnila za stimulacijo glutationa in za stimulacijo dušikovega oksida. Ja, glavni patološki mehanizem je poškodba endotelija, torej poškodba notranje žilne stene, ki izloča dušikov oksid. A ta dušikov oksid je pomemben za mnoge funkcije, za starjevanje krvi, za urejanje krvnega tlaka, je pomemben tudi za imunski sistem. A ugotovili so to, da pomaga tudi proti virusu, COVID virusu, koronavirusu, in da na en način pospešuje seveda cirkulacijo in oksigenacijo, tako da iz te strani je pomemben. Pa, kar je še pomembnega, to je, da preprečuje razmnoževanje virusa, to je replikacijo virusa. In tako da ima veliko teh zelo pomembnih funkcij. Ta dušikov oksid se pa lahko daje v obliko infuzij, lahko se pa daje v obliko prehranskih dopolnil, pa tudi prehrane, ki potem stimulira proizvodnjo dušikovega oksida. Katera snov pa je to, ki vsebuje največ dušikovega oksida? Ja, hrana, recimo glog, izvlečki iz gloga, potem pa izvlečki iz rdeče pese, tako da potem so pa tudi nekatere rasline, tako da izvlečki iz nekaterih rastlin, ki pomagajo potem, da je čim več dušikovega oksida. Aminokislina, citrulin? Tisto, kar je v infuzijah, kar je najbolj pomembno, to so aminokisline, kot je arginin, citrulin, in to mi imamo tudi en koktajl takih aminokislin, ki potem delujejo na povečano proizvodnjo dušikovega oksida. In to nam je ena od glavnih terapij infuzijskih za takšno problematiko. Pa je, da vpliva to tudi na neke druge sposobnosti v telesu? Ja, pa vsekakor ne. To deluje kot Viagra, ker dušikov oksid, pravzaprav Viagra je pa za stimulacijo dušikovega oksida, ampak ni v tem smislu mišljeno, da mi dajemo Viagra. Ampak to je en stranski učinek. Stranski. Dober stranski učinek.